Naj si predstavljal, kdo sem, ker mislim, da veš, vsi poznate. Ne, kdo si? Za video, ki ste ga bolj gledali, daj na lepo, da prosim. Dobar dan, mene je Denis Ledinek. Danes vam bom predaval o Zlatem tednu, oziroma Golden Week na Japonskem. Nekateri se verjetno sprašujete, kaj sploh je Zlati teden, nekateri poznate, drugi ne. No, je to mogoče teden, ki barvamo vse na zlato? Ne. Je to teden, ko dobimo od države zlato? Definitivno. Če ste ljubitelj azijske kulture, oziroma animejo, mang, japonskih filmov, dram, ste zagotovo že slišali termin Golden Week, oziroma Zlati teden po našem. No, kaj sploh to je? To je Golden Week, je Zlati teden, oziroma na japonskem teden med 29. aprilom in 5. majem, v katerem se zvrstijo različni prazniki zaporedno, torej 4 trenutno. To je 29. aprila Showa Day, oziroma Showa dan, 3. maja dan Ustave, 4. maja dan narave in 5. maj dan otrok. Ampak zakaj se sploh temu reče Zlati teden? No, zgodba z tem imenom je preprosta, ampak tudi komercialno naravnana. Kot postane s časom marsikatera stvar. Torej, vse se začelo danega leta 1948, ko je Japonska razglasila 9 državnih praznikov. Od tega so se 3 zvrstili zaporedoma med tednom 19. aprila in 5. majem. V tem tednu se marsikatera zabaviščna industrija zabeležila povečanje dohodkov in tudi filmska industrija ni bila pri tem izjema. V letu 1951 je film Jinju Gakko zabeležil večje število prodanih stopnic kot katerikoli drugim prazničnem času v letu, torej okoli novega leta in Obona. Obon je nekaj takega, kot pri nas dan spominja na mrtve. To zvišanje prodaje takrat direktorja, da je film tako presenetilo, da je ta teden poimenoval kar Golden Week, oziroma Zlati teden. Ime si je sposodil kar iz radijskega žargona Golden Time, ki označuje čas, ko ima radijska postaja največje število poslušalcev. To informacijo so izkoristila marsikatera kina v državi, zato so začeli promovirati Zlati teden kot nekaj posebnega in okim sploh. Da to najboljša priložnost obiska kina kot kjerkoli drugi teden. Zato na Japonskem še danes velja, da je v tem času Zlatega tedna največja udeležba kinematografov in marsikateri studij izkoristil tudi ta teden kot promocija novih filmov. In kako pa danes? To zagotovo ne naredi Zlatega tedna tako posebnega, ker je samo neki teden, ko so ljudje doma. To je, lahko gledaš, če vse posod, ko so drugi, počitnice in tedni so tudi zasedeni z kinematografi do večje obiska takrat ti tedni. Kar pa pravzaprav naredi ta teden poseben, pa je praksa, ki se je sčasoma uveljavila zaradi teh praznikov. Namreč, če se otroci vedno najbolj veselijo počitnici Zlatega tedna, najbolj veselijo odrasli, še posebej delavci. Vse so zaradi tega odrasli vedno imeli dopuste, da so lahko čas preživeli z družino. Sčasoma se zato firme v tem času začele odločiti za kolektivne dopuste, saj vedno več ljudi kar tak jemalo, so prosili za dopuste in je včasoma to že malo postalo tečno firmom in so rekli, ok, dobro, bomo imeli kolektivne dopuste, pa bodimo vsi doma teči, že hočete vi biti. Kar je pomogo k temu, da je postal potem ta teden eden izmed najdaljših časov dopustov na Japonskem. In kot vemo, so Japonci dokaj delovni narod, načeloma imajo poprečno nekje maksimalno po 20 dni dopusta celem letu in večina ga izkoristijo za Zlati teden. Zraven tega tedna se še potem samo 2 tedna, ki se izkoristijo dopusti, bolj in manj, to je novo leto in v času Obona, kjer se potem obiskujejo grobovi in drugi sorodniki. Zlati teden je tako postal izredno popularen čas za potovanja in daljše obiske. Večina ljudi v tem času potuje ven z države. Zaradi tega v tem času popolni prometni kaos na Japonskem.
različni letalski prevozi, železniški promet, hoteli so dopolno rezervirani, zasedeni in tudi cene v tem času drastično poskočijo, to bi lahko govoril ti o 3-kratni, 4-kratni vrednosti normalne osnovne cene. Zato v tem času dosti Japoncev pobegne ven iz države, bom zdaj rekel, torej v druge kraje, kot so recimo druge države Azije, države Severne Amerike, marsikatera večja evropska in avstralska mesta. Tisti Japonci, ki pa ne bežijo iz države, oziroma se ne morejo privoščiti tega, pa ostanejo v svoji lastni državi in grejo drugod po različnih drugih krajih, saj, kot vemo, po lastni želji ima Japonska v tem času veliko lokalnih festivalov in tudi drugače je polna različnih kulturnih, naravnih znamenitosti, ker so v tem času pripravljena z domačimi in tujimi turisti. Je pa dejstvo, da se tujcom ravno ne najbolj priporoča obisk Japonske v tem času, saj so veliko stvari zaprtih v tem času, kot sem že omenil, kolektivni dopusti, letalski prevozi, hoteli, moteli, to je vse zasedeno do maksimalnih kapacitet in načeloma turistične agencije nekako najbolj ne priporočajo, ker so ti organizacija zelo otežena tudi nasploh drugim agencijam zunaj države. Zato se ne priporoča takrat v tistem času obisk Japonske. Če pa že se kdo odloči, pa je zelo priporočljivo, da se dosti časa prej začne organizirati kakšna zadeva sploh letalske vozovnice pa hoteli. No, pa pogledamo malo o praznikih, da bi dal postojim, kaj je zlaten, pa še vam sploh povedal, kaj so to praznike, kakšni prazniki sploh so to, oziroma kaj sploh pomenijo. No, začnem kar z 29. aprilom, ko se zlaten sploh začne, torej Šovadan. Nekateri boste verjetno ime takoj prepoznali, za tiste, ki pa ne, pa vam ne povem, da je to, da gre za dan, ki je namenjen bivšemu cesarju Šova, oziroma znanemu tudi kot Hirohito. To je bil cesar, ki je vladal v enem najbolj turbulentnih obdobij japonske zgodovine med leti 1926 in 1989. To je ta gospodič na slike. V tem času je Japonska namreč doživela marsikaj hudega, najbolj pa je bil odmeven eden največjih udarcev moderne zgodovine. Kot vemo, sta to bili dve atomski bombi, ki je Amerika vrgla na Japonsko in z obličja zemlje izbrisala dve veliki mesti, Hirošimo in Nagasaki. Zato so Japonci ta dan namenili kot spomin in za razmislek o 63-letnem težkem obdobju Hirohitove vladavine. Vedno ni bil ta dan vedno imenovan Šovadej, oziroma Šovadan, niti ni imel enakega pomena. Sprva je bil ta dan namenjen kot rojstni dan cesarju Hirohito, a ko je cesar leta 1989 umrl, so ta dan poimenovali dan narave. Tako da je ta dan imenovan vse do leta 2006, ko so po dolgem legalizacijskem postopku končno uspeli doseči, da je ta dan zopet namenil bivšemu cesarju. Enih 6 let se zabavali s tem, da je svoja vlada odobrila to zadevo. Tako se je preimenoval potem to v Šovadan. Dan narave se je takrat premaknil na 4. maj, da bomo potem tudi malo razložili. No, pa gremo kar na naslednjega dan, to je 3. maj, dan ustave. Mislim, da že samo ime pove vse, kaj je ta dan mišljen. Gre za državni praznik praznovanja podpisa nove trenutne ustave leta 1947. Dan je namenjen temu, da lahko državljani razmislijo o pomenu demokracije in kaj pomeni japonska vlada, če predelajo pa take zadeve. To so pa besede cesarja Hirohita, ki je v tistem času tudi podpisal in štemplal ustavo. No, pa preidemo še na en praznik, ki niti ne rabi sam po sebi predstave. Kaj se tam je drevo skriva notri? Ja, to slika je našega malega kekeca, ki je na japonskem. Gledam, torej, tudi ta praznik se nekako že sam predstavi, namenjen je za praznovanje narave. Saj kot vemo, so Japonci versko kot tudi kulturno zelo povezani z naravo, ampak dan narave ni vedno bil za 4. maj, kot sem že prej omenil, in je imel tudi prikrit pomen takrat. Včasih je bil dan narave 29. aprila.
Takoj po smrti cesarja Hirohita se je rojstni dan cesarja predstavil na 23. december. Vse takrat praznuje namreč sedanji cesar, rojstni dan je takrat praznik novega rojstnega dneva cesarja. Ampak ker pač 29. april kar tako niso mogli odzeti od ljudi, da bi brez da bi pokvarili Golden Week oziroma Zlati teden, so pač poimenovali ta dan narave. Ampak izgovor, da je pač dan narave, je pa bil dokaj dvorezen, torej tisti skriti pomen. Vse so hoteli kljub temu ohraniti nekak spomina prejšnjega cesarja in so zato rekli, da je dan narave zato, ker je bil cesar Hirohito velik ljubitelj biologije. Kar samo po sebi niti ni laž, saj je bil cesar Hirohito zelo priznan biolog in v svojem življenju napisal celih 14 knjig na temo biologije. Ampak s časoma je kljub temu ta dan postal pomen enak, ko je zdaj, torej dan narave, da se časti narava, oziroma praznuje narava in zato je pač, ko je leta 2006 dobil 29. april šova dan, je pač se predstavil na dan narave na 4. maj, ki pa je takrat veljal kot dan državljanov. Dan državljanov pa je bil zato, ker po zakonu, ki je pisan v ustavi Japonske, ta zapoveduje, da če pade delovni dan na dan med dvema praznikoma, postane avtomatsko to državni praznik. Dan državljanov takrat ni pomenil nič posebnega, ampak je bil zgolj še en dan, pač, ko so ljudje doma in pač uživajo, ne, ter glavni razlog za taki zakon tudi. No, pa prejdemo na enega verjetno najbolj zanimivih dnevov, pa tudi zadnji dan Golden Weeka oziroma Zlatega tedna. To je pa dan otrok oziroma kodomonarhij. Včasih je bil imenovan dan dečkov, torej pred letom 1948, ko so se uveljavili novi zakoni oziroma ustava. Ima pa ta dan v japonski kulturi sploh za družine zelo velik in globok pomen, saj ta dan namenja spoštovanju otrok in praznovanju njihovega zadovoljstva ter razvoja. Kot vemo, je Japonska zelo taka država, ko ima zelo nizko birth rate oziroma rodnost. Se že ima zelo globok pomen v zgodovini. Originalno se je temu dnevu reklo Tango no Seko in so ga praznovali na 5. dan 5. meseca oziroma 5. lune po lunenem kalendarju. Po tistem, ko je Japonska uvedla gregorijanski kalendar, je to avtomatsko padlo na 5. maj. Ta festival še vedno praznuje na tradicionalni način, pač 5. dan 5. meseca na Kitajskem, Tajvanu, Hongkongu, Makao, Koreji in Vietnamu. Originalno je bil namenjen izključno dečkom, ampak časoma se spremenili v splošni otroški festival in zajema tudi deklice. Na Japonskem se ne ve ravno, kdaj točno se je ta praznik začel praznovati, ampak predvideva se, da je to bilo za čas vladavine cesarice Suiko med leti 563 do 628. Do leta 1948 je bil ta dan imenovan dan dečkov, kot sem že prej omenil, znam pa tudi kot praznik zastav. Medtem ko so punčke imele svoj dan deklet, Hina Matsuri, 3. marca, ki še načeloma vedno praznuje, ampak je zgolj kot neke vrste festival, dan, ker pač punčke, tiste, ko jih takrat slavi. Ampak v ustavi leta 1948 so odredili, da ta dan namenjen kot državni praznik praznovanja zadovoljstva vseh otrok in izražanja hvaležnosti materam. Simbol tega dneva je riba krab, zato so se ta dan vedno izbesili zastave v obliki krapov na drogove prihiščene za vsakega dečka oziroma otroka v hiši eno. Zakaj pa ravno krab? To je pa zaradi kitajske legende, ki pravi, da če krab plava nasproti vodnemu toku, bo sčasoma postal zmaj. Zato pravi, da krab simbolizira otroka, ki plava proti odraslosti in odrašča v zrelega človeka. Ko te zastave v obliki krapa tako plavajo v vetru, izgleda resnično, kot da bi krapi plavali. Boste videli nekaj slik, ki sem dal. No, še en simbol, ki pa tudi dokaj zanimiv je pa, da starši razstavijo v njihovi glavni sobi v hiši samurajske oklepe za vsakega dečka v hiši enega. Če pa ima družina v lasti še tisti stari originalni oklep iz zgodovine, pa razstavijo tistega in vsa orožja, ki so bila zraven. Zraven pa se postavijo tudi lutke otrok oblečene v samuraje in ki sedijo na belih konjih. Pač to simbolizira, da pač moški, da odraščajo v moškega in tudi častijo svojo zgodovino, kak so bili samuraji. Pač to večino ima te oklepe starejše družine na Japonskem. No, to zdaj, tako nekako izgledajo te, ko se zastave izobesijo, večinoma te zadeve tudi obešajo pri vrtcih, za vsakega otroka, ki obiskuje vrtec.
In če gledate potem, ko obesijo takimi drekami, prav vidijo, kako da bi ti krapi plavali nasproti struge, kako vede pina. To so pa potem lutke, ki jih razstavijo v družinah. Tu potem lahko vidimo, da so tri otroci v tej hiši, pač nekaj tako potem, ampak to so dokaj drage zadeve kljub temu, če tudi razgledajo kot lutke. No, pa gremo malo primerjati Golden Week, ko sem zadnji teden z našimi prvomajskimi praznikami, pač, ker se ravno dogajajo v enakem času, skoraj ni možnost, da ne potegne nekaj sporednic, ne. In pač tudi način izvajanja je dokaj podoben, pač oboje traja en teden, mislim, logično, ne. V obeh primerih gre za CD in v času prvomajskih počitnic zaradi kar nekaj prazničnih dni je tudi pri nas, tako da marsikateri delavec zame prosto. In pač prosto oziroma dopuste, ne. Pač toliko, da preživi z družino, pa doma kaj postori okoli hiše, ne. Še posebej tisti, ki imajo otroke, si pač uporabijo ta teden za kakšna daljša potovanja, marsikateri času ven iz države, nekako hitro oddih v toplejše kraje, kar je enako skoraj kot pri Japoncih, ne. Enako kot na Japonskem, tudi v celostni Sloveniji se praznujejo kakšne veselice, kakšne dogodki, tukaj so kresovanja, stavljanje prvomajskega drevesa in tudi kakšna dodatna veselica po kakih manjših krajih se najde. Tako da smo tudi založeni za tako manj festivali, ne. Marsikdo praznik tudi obisk sorodnikov izkoristi, ogleda kakih botaničnih vrtov ali pa preprosto na sprehod v hribe, kot tudi Japonci delajo, ne. Tudi na kolone na cestah so dokaj podobne Japoncem, ne, čeprav ne v takih velikih številkah kot pri njih, tako da, ampak so nadležne, ne, kljub temu, če se gre vozi dosti na cestah časno. Je pa res, da pri nas cene za te praznike ne poskočijo, tako pri njih, ne. Pri nas moč, na veselicah, malo dražji pir, pa kakšne čevapčiči, ne, to je pa to. Pač skoraj podobna zadeva vse skupaj, ne. No, pa še malo nekaj, pa se vrnem tedno, če je kdo slučajno kaj bral, potem, gledam, pač je na Japonskem izredno redka zadeva, saj je odvisen od zelo posebnih okoliščin, gre namreč za dva praznika, odvija se sicer v septembra, gre za dva praznika, dan spoštovanja starejših in pa praznik jesenskega enakonočja, ki če pridete skupaj v enem tednu in nastane med njima en delovni dan razlike, se po zakonu, kot smo ga omenili že prej, spremeni tudi ta dan v praznik, kar pomeni, da če je to vse skupaj na začetku ali koncu vikenda, se pač spremeni to v 5-dnevni teden, ki so pač ljudje doma, ne. Imenuje se pa srebrni teden. Pač ime samo je zgolj šala na asociacijo na zlati teden in načeloma ni nekega posebnega pomena, čeprav eni fejst razlabljajo o tem, da naj bi pomenil to srebrni teden zaradi tega, ker je en od praznikov dan spoštovanja starejših in da srebrna barva predstavlja modrost in sive lase na starejših ljudeh, ne. Nazadnje je bil ta teden leto 2009, naslednje leto 2015, še naslednji pa kome je 2026. No, pa gremo dalje na festivale, ki se dogajajo, ker je pač na Japonskem izredno veliko teh festivalov v času zlatega tedna, ne bom vseh omenjal, zato ker vsaka mala vasica, vsak kraj ima nek svoj festival v tem času, večinoma so pomladni festivali, ki častijo pomlad, praznujejo različne rože, kako cvetijo, pa take zadeve. Ampak ja, v glavnem, zato sem vam izbral nekaj malega praznika teh festivalov, ni jih dosti, 6 je, tako da vam to pišem, pomalo pogledamo pa počne. Torej, prvi na seznamu je Fuji Matsuri, oziroma festival Visterija. Verjetno si poznate te rastline, plezalke so, pležejo po različnih drogovih, drevesih, take velike cvetove sem sliko. In potem tako izgleda, ne, to, ko raste. Pač, traja od 19. aprila do 6. maja, festival poteka okrog vrtov, ker cvetijo te rastline, večinoma se nahajajo ob templih in botaničnih vrtovih ter v parkih. Potem se organizirajo kakšne tako male fešte, festivali, ko se malostojnice se postavijo, ljudje grejo ven, slikajo, jejo pod njimi bente, enako podobno kot recimo kakvi sakura zadeve, ne? No, pa gremo na še naslednjega, to je Tsutsuji Matsuri oziroma festival Azalej. Festival Azalej traja med 4. majem in 5. junijem. Festival poteka okrog različnih vrtov z azalejami, ampak najpomembnejši festival od teh pa poteka pri 1900 let starem templju Nezo,
ker je ta vrt je 300 let star vrt, pač njem so rastline stare po 300 let, vrt vsebuje cirka 3000 rastlin in 100 različnih vrst azalej. Pač vidite, to je ta vrata, ko so tam, je pač proti templju Gregor, sicer nisem dal nobene slike od templja, ampak ničeloma v tem času, ko je ta festival, je ta tempelj odprt samo en dan v celem letu, sicer se dostopno do njega lahko greš, ampak notranjost sta strogo prepovedana, zato ker je pod zelo strogim kulturnim zaščitnim pač tem varstvom, pa je, ne. Vsaj, mislim, ta 1100 let star tempelj je že nekaj posebnega, tudi samo po sebi, ne. No, pa gremo na naslednjega, to je Šiba Zakora Macovir, oziroma festival brezstebene letnice. Ja, zelo čudno ime sem stigla. Gre za festival, ki se dogaja po vsej državi in je v angleščini se reče tej rastlini pink moss, boste videli zakaj. Gre namreč za rastlino, ko raste v zelo velikih pečih, bom zdaj rekel. Traja med 19. aprilom in 1. junijem, odvija se ob vrtovih, kjer cvetejo te rože, a eden najlepših, najpomembnejših, najboljših se odvija v Znovižju gore Fuji, to je ta park. To pa zato, ker je pogled na te cvetlice in v zadnju gora Fuji za Japonce nekaj najlepšega, kar lahko vidi skozi vse leto. V času zadnjega tedna še je ta festival še posebej močno obiskan. Pač vidite, to so potem taki parki okolo gore Fuji večinoma in ljudje radi samo preprosto slika, nič druga, ker je, mislim, že sama slika, tisto ne, kaj še da bi bili dejansko tam. No, pa gremo na še en taki festival, ki se odvija velik pomladni festival pri Templju Meiji, oziroma je eden največjih festivalov v letu, eden od 3 največjih, ki poteka od 19. aprila do 3. maja. Tempelj Meiji je eden največjih templov v Tokiju, leži sredi zelene oaze, sredi betonske džungle Tokija. Na festivalu se odvija ogromno tradicionalnih procesij, plesov, igranja glasbil in različnih ritualov. Je dokaj resna zadeva, pač večinoma so kakšne procesije, ker pač, mislim, da je eden najstarejših in največjih templov na Japonskem, ne. In seveda leži tudi v prestolnici države. Pač obiskovalcev tudi, če se občudujejo tiste cvetove, torej visterijo, pa azaleje, kot tudi raste okrog, ne. Pač potem so tudi različni plesi, oziroma predstavitve borilnih veščin, različni ti rituali, ki jih Japonci izvajajo za, pač, ker je pomladni festival, se tukaj praznuje pomlad in pač vse njeno povezano s tem. Različni plesi, tako ženske, moški plešejo in kažejo. In to je ta park oziroma tempelj, ko vidite, sredi betonske džungle leži en taki mali, tu na sredini vidite, tu je tempelj in to je en redkih takih velikih zelenih pol v celi Tokiju. Nekaj podobnega zgleda na prvi pogled kot v New Yorku, pa tisto tak 4-kotno grdo zgleda televizija, ko možno ravno. No, pa gremo kar naslednjega, verjetno najbolj čudnega izmed vseh teh, to je pa napis Sumu Matsuri, oziroma dobesedno prevedeno v festival sumu jokajočih dojenčkov. Kakor kruto se sliši, tudi izgleda. Bom pokazal. Načeloma je to festival, kjer morajo sumu borci pripraviti dojenčka do tega, da zajoče. Tisti, ki prvi zajoče, zmaga. Marsikomu se to zdi verjetno kruto početje, mislim, nekako nenaravna zadeva, ne? Ampak pri Japoncih je to 400 let stara tradicija. Imajo en preprost rek Naku Kova Sodacu, kar pomeni, jokajoči dojenčki rastejo hitreje. Zato je ta festival pravzaprav namenjen temu, da bodo otroci postali bolj zdravi in da bodo močnejšega duha. To strašenje pa tudi deluje kot odganjanje zlih duhov od strani dojenčka. Pač to se odvija na dan otrok 5. maja. Torej, tako primejo dojenčka, sumoborci, ne? Čudno se dere. Se spopadajo med sabo in začel strašiti otroke in pač kjer prvi zajoče zmaga, ne? Je pa res, da se od kraja do kraja razlikujejo te zadeve, eni pač samo stojijo, drugi dansko strašijo. No pa če recimo se otrok zaspi ali pa se začne smejati, ne pa probajo zastrašiti z maskami, ne? Ampak koliko funkcionira vprašanje, ne?
Ja, pač prej greste po japonskem, pa se oblečete v sumute, pa greste strašiti otroke, ne, ni, ne. Ker recimo, kljub temu, če to delaš zunaj festivala, je nekaznivo, ne. No, pa gremo še na zadnji, kako se predstavlja. Hakata Donkatu Matsuri, to je eden izmed največjih in najstarejših ljudskih festivalov na Japonskem. Star bi naj bil cirka 800 let, odvija se 3. in 4. maja v mestu Fukuoka. Festival se je razvil iz posebne umetnosti iz teh krajev imenovane Matsubayashi. Ta ples oziroma povorka so pred 800 leti tamkajšnji kmetje in prebivalci predstavljali v zahvalo fevdalnemu gospodarju. Ta povorka je ostala še do danes in tudi kostumi se niso kaj veliko spremenili. Dodali so sicer še druge elemente, kot so različni tradicionalni plesi, petja, različni vozovi, ki vlečejo ljudje, igranje različnih glasbil in tako dalje. Festival vsako leto obišče približno 2 milijona ljudi, kar je dejansko ena mala Slovenija, ne? Ampak to 2 dni traja, ne? Da se predstavljate 2 milijona ljudi v roku 2 dnev v celem mestu, ne? To je, ne more se človek tja predstavljati, ne? Pač vidite, to je glavna cesta skozi Fukuoko in tako se potem postavljajo ljudje in ta povorka skozi, so tudi moderni plesi vmes, potem tudi tako bolj čudni, tradicionalne ženske v kimoni in pa slika, ne. Če je gledal anime Golden Time, ono se dogaja v Fukuoki, tisto, ko se učijo plesati, tisto je mišljeno za ta festival. No, pa še nekaj malega zanimivosti za na konec. Avtomobilske kolone v tem času lahko presežejo tudi 56 km. Mislim, to je najdaljša kolona, kar so izmenili lani. To je dejansko od Fuka do Celja skoraj stojijo avti, še mogoče celo dlje. Mislim, to je nemogoče si predstavljati skoraj. Pri restauracijah so čakalne vrste dolge nekaj 10 metrov. Pač predstavljate si, mislim, Japonci so tako, da se vedno vse posod postavljajo v kolone, ne. Pač taka je njihova lika, ne grejo naprej, ne prerivajo, se samo pač postavijo se in to si predstavljate, da so kolone dolge, recimo cela ulica tukaj, ta Koroška, recimo ljudje stojijo pa čakajo, da pridejo na vrsto v restauracijo. Tudi pač restauracije za hitro prehrano niso izjema, ne. Marsikdo si privošči časno tudi smučanje, pač to je predvsem v kraju Gasen, v prefekturi Yamagata. Ima po zimi toliko snega, da je nedostopno in v zimskem času zaprto. Njihova sezona se začne šele aprila in traja do julija. Kot vsa zagrešna industrija doživijo dodaten boom tudi love hoteli. Če kdo ne pozna tega, to so hoteli, kjer se lahko najamejo eno urico, 2, pač sobice, ne, da lahko se malo pozabavaš, pač se svojo boljšo polovico, ne, ali pa kako svojo ljubico, ne, zunaj zakona, bomo rekel zdaj. Pa vi slovenski prevod pa je bordel, ne? Ja, bordel ja, vem, ampak prevajajo dejansko z bordel potem. Pač zdaj, če kdo ne recimo ne ve, to so Hotel za popoldanski počitek. To so hoteli, ko imajo različne sobe, ko se oddajajo ljudem, da se preživijo kako ulico z svojo ljubico, ne? Imajo različne tematske sobe, pač od sadomazo, kakšne bolj nežne, Hello Kitty, Aleš, tako dalje, ne? Definitivno, ni panik. Sicer pa marsikatera atrakcija na Japonskem ponuja tudi dostop vstop vse za en dan v tednu, to je nekako nenapisano pravilo na Japonskem. Večinoma se to odvija 5. maja za dan otrok. Pač večinoma so to zabaviščni parki, živalski vrtovi, botanični vrtovi. Za družinske dneve, kot se imenuje. No, vse je ustvarjaš družino lahko to. Tako so otroci tja, ne? Če ti je proti Gledaš otroka, pelješ bi love hotel. Svake čas. Prej, ko se mora naučiti, ne? Ne, če tudi so v tem tednu državni prazniki, ki se načeloma ne praznujejo, razen dan otrok, pač so prazniki, ko so ljudje doma, nekako vejo, zakaj so tam, ampak ne, jih ravno praznujejo, ne? Dan ostave nešel praznovati, dan ostave, varianta, ne? Tudi pri nas so neke proslave, samo bolj kot protokolni žruga, ne? Več pa ja, pač tudi na Kitajskem ostaja tako nekaj Golden Week, oziroma zlati teden, ampak to je v času kitajskega novega leta, tako da nima dejansko niti enakega pomena kot tukaj pri nas. Je še en zlati teden na Kitajskem, to pa je v času, mislim, da je isto, ko so ostalo, kaj so podpisali, dan državnosti, neka varianta je. Tako da, to je to. Najlepša hvala za pozornost. Če se malo
vprašanje lahko vpraša, drugače ilustracije, kot vete, narisala Mateja, oziroma Zlati, ne? Tako da, to je to. Hvala.